Drage gledalke, dragi gledalci, hvaležno pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Čajanka za dušo, kjer bomo govorili o regresoterapiji in kvantni hipnozi. Ja, živimo to življenje in ga občutimo kot resnično. Smo radostni, žalostni, imamo izzive, probleme in za njih iščemo rešitve. In ali je to, kar doživljamo, resnično ali namišljeno? Ali je to, kar doživljamo, morda samo iluzija? Kje so dejanski vzroki za naše probleme in ali lahko naša duša potuje izven kraja in pa seveda tudi časa in ali je to res možno za vsakega? Mnogi seveda dvomite v hipnozo, mnogi se je bojite, vse več pa je vas takih, ki sprašujete, zakaj in ali je res mogoče izvedljivo. V našem studiu je mojstrica mnogih duhovnih tehnik, kot je branje dušnega zapisa, z vpogledom v akaške zapise, in te dni odpira vrata in seveda priložnost tudi za vas, da preko individualnega pristopa seveda pristopite v regresoterapiji in kvantni hipnozi. Regresoterapija, imam prav. Regresija ali regresoterapija, kar je skoraj eno isto, se pravi terapija z regresijo, kar pomeni, da klienta popeljem, če je potrebno, nujno dodajam to, v eno izmed prejšnjih življenj, kjer je korenski vzrok, ki ga on opazi tukaj v tem življenju kot neka težava. Evo. In takole je gospa Aleksandra Winkler-Drole podala čudovito iztočnico za oddajo, ki jo bova seveda speljali do konca, zato vas vabimo, da ostanete v naši družbi in, kot sem rekla, mojstrica duhovnih ezoteričnih in podobnih mejnih znanosti pravimo, ki bom v tej oddaji pripravila eno tako zaščitno piramido oziroma predstavila eno izmed takih zelo učinkovitih tehnik, ki si jo lahko sam človek doma naredi kadarkoli za zaščito, in to tehniko tudi jaz uporabljam, ko pride nekdo k meni na regresoterapijo ali pa na hipnozo. No, pripravili ste pa že tudi čajček, namreč smo v oddaji Čajanka za dušo. Zato mi pijemo čaj, evo, že dobiva lepo barvo, sicer v teh čudovitih kozarčkih, izvolite. Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj le bova pile čaj za sprostitev, čeprav mi dve sva itak že sproščene, ampak bova pa še toliko bolj sproščene. No, in če preideva kar na temo, Aleksandra, kako poskrbite, da je potovanje preko hipnoze varno in zaščiteno? Ja, pomembno je, da se s klientom dobro spoznam. Da sploh vem potem, ko ga imam v hipnozi, kaj iskati v njegovi duši. Klient je tako zanimiv, recimo ogromno informacij skriva, ampak jaz moram iskati tiste bistvene. Se pravi, da se sprostimo, ni da zmerom dajem čaj za pomiritev, sicer ta čaj vsebuje tudi vrtnice, je tak res ajurvedski čaj, tako da lahko pokažem kameri. In se pogovarjamo. V prvem delu, ko me obišče, to je program 1 na 1, se pravi samo jaz in klient ali pa pacient, če je to bolj primerna beseda. Grem delati energijsko zaščito, čeprav, ko delamo božanska dela, ko so ta dela blagoslovljena od Boga, ne rabimo nobene zaščite. Ampak jaz sem preko komunikacije z mojstri modrosti prišla do takega zaključka. Če klientu le predstavim eno izmed najboljših zaščit, kolikor jih jaz obvladam, mi bo bolj zaupal, se bo bolj sprostil, se bo počutil res varnega, zaželenega, domačega, in to je ta tehnika svetlobne bele piramide. Ali lahko prav vsakega popeljete v trans, torej v hipnozo, ali kot navajate v nadaljevanju v pretekla življenja skozi tehnike regresoterapije? Lahko vsakega? Regresoterapije, ja, vsakega. Dejansko mi ljudje smo vsak dan hipnotizirani, se mi sploh ne vemo. Dejansko mi hipnoza pomeni samo globoko
sproščenost, stanje ene globoke sproščenosti, ker skorda recimo v teta stanju možganskih valov smo mi 2-krat na dan. Se pravi, če človek gre spat, potem je lahko tudi hipnotiziran. Ker dejansko že v alfa stanju, to je takrat, ko med kakim filmom ali pa v vožnji z avtomobilom, ko se čist sprostimo, že nismo 100% prisotni. In čudi me, da je tako malo prometnih nesreč, ker ljudje so že v alfa stanju, medtem ko avto vozijo, poslušajo muziko. Tako da Pa je dobro to za vsakega? Je to dobro in primerno? Dejansko je in ni. Nobena stvar ni za vse. Še čaj, upamo, da ne peče. A ne peče? A je sigurno? Super je. Aha, okej. Dejansko bi takole rekla, nič ni za vse in vse ni za vsakogar. Hipnoza je pa tehnika. Jaz sem se naučila ogromno stvari. Tudi to, kar smo se prej pogovarjali tam zadaj. Ampak tistih stvari ne bom, jaz se moram pohvaliti, jaz sem pa že to probala, veste. Ampak ne, to vam res ne priporočam. Ja, jaz bi šla na to. Ampak jaz, kak ti misliš, da to je, recimo tako po štajersko? Ja, meni se zdi v redu, jaz sem od tega slišala, da je v redu. Ja, jaz sem tudi to poskusila, ampak meni to jaz ne bi priporočala. Se pravi, jaz sem ogromno tega se naučila, radovedna sem. Ja, radovedna sem. Ampak kar pa se tiče mojega sistema, ker sem ga še dodelala, recimo sem se učila pri 5-6 mojstrih, jaz sem to že delala kot najstnica, pa tega ljudje ne vejo. Jaz nisem šla v javnost tako. To ste šli v svet poznanja? Ja. Včasih se je to, mislim, si imel enega, drugega. Ko sem začela s to hipnozo, sem rabila 2 uri, da sem sploh klienta spravila, da sem jaz sprostil. Zdaj naredim to že v 10 minutah. Izboljšala sem sistem, tehniko in tako naprej. No, to je zdaj novo tudi za obiskovalce. V Ljubljani imam poslovni prostor, tako da ja, Ljubljana je vsem enako dostopna. Ja, pač tam sem mogla si najeti poslovni prostor, zato ker je pač za vse neka taka primerna razdalja. Tako da jaz ne dajem v hipnozo ljudi, ki so patološki lažnivci, ki so psihopati, ki so schizofreniki, se pravi, če je človek, ki ne loči domišljijskega sveta od realnosti, od realnega sveta, da so že take bolezni uma, ga raje k psihiatru ali pa psihologu napotim. Za vse ostale težave pa je regresoterapija, sploh po sistemu kvantne hipnoze, zame roko v ogenj ena izmed najhitrejših tehnik. Vse so tudi druge tehnike dobre, ampak tle gre hitro. Se pravi, najhitrejših tehnik reševanja problemov. Problemov, ja. Tako da dejansko rabim en kontakt z nekom en dan. Mogoče včasih se ponovi še enkrat, nikoli pa več kot 3-krat. To ni isto kot kanaliziranje? Ne, kanaliziranje je samo, da pritisneš s pilotom na kanal Net TV, pa vidiš, kaj ti. Se pravi, tle je dejansko tehnika, ko nekdo v hipnotičnem stanju, se pravi, če smo kdaj v šoli imeli kakega hipnotizerja, ne vem, a ste imeli kdaj v šoli kako proslavo, pa je prišel kak, a ja, to so še, jaz sem še starejša generacija, pa so to zgleda ukinili. Prišel kak hipnotizer in je to na odru. Se pravi, tukaj se pa ne dela scene, da bom nekoga hipnotizirala, zdaj ti je vroče, ti je, in pol se začneš potiti in pol bo vsi gledali. Ali pa, ok, ti zavežem oči, zdaj te bom pa jaz hipnotizirala, da boš pojedla sladko jabolko in vmes imaš zavezane oči, ne veš, in ta jabolka bo ful sladka in dobra in zdaj ti damo to jabolko in boš ugrizelna za čebulo in boš hvalila, ko je to dobra in sladka. Se pravi, to so ti na ta način so delali z nami. Jaz tega ne počnem. Jaz sem en kup stvari odstranila z hipnoze. Prilagodila za zdravilstvo. Se pravi, tukaj gremo v stanje hipnoze, da rešujemo problem iz tega življenja, iz otroštva ponovadi. Ogromno ljudi je zatraumiranih. Ogromno ljudi je imelo katastrofalno otroštvo. Če se ne bi z njimi pogovarjali, dobro, ok, mene obiščajo samo ljudje, ki imajo probleme, tako da, ampak tudi, ko poznam bilo koga, prijatelje, znance, ki niso moji klienti, niso moje stranke, ne vem, koliko ljudi bi lahko naštela na prste, da bi rekel, moje otroštvo je pa super, pa moji starši so bili čisto ok.
če sem zadovoljen. Ne vem, koliko malo ljudi je tle. To me žalosti in te problemi so lahko v tem življenju. V tem gremo samo v hipnozo, to je teta stanje. Se pravi, v teta stanje gremo itak že vsi mi, zato vsega lahko hipnotiziram, ker je itak že bil 2-krat na dan hipnotiziran, sam sebe se je, da se je sprostil in zaspal. Medtem, ko izogibam se res ljudi, ki imajo recimo tle tudi ne pride v poštev genetske bolezni, se pravi, če je genetika razlog, da ima nekdo da se je že rodil s kakimi genetskimi poškodbami, pol mu ne moreš pomagati. Tu smo iskreni, to tudi med pogovorom vidim. Če pa so to depresije, razne odvisnosti, tudi od sladkorja, odvisnost, dosti tega in ljudje ne vejo, da so odvisni od cukra. Se začnejo slabo počutiti, če so en dan brez sladkorja. Recimo, potem so to tudi težje težave, recimo kakšne kožni spuščaji. Ampak zanimivo, ko vse te bolezni raziskujem, recimo tudi sem imela že starejšo gospo, majhne tumorje na jetrih, se pravi, v njej so operirali jetra, ampak pa se je pa drug tumor pojavil, pa na drugem koščku jeter. In dejansko stvar je v tem, da človek je smiselno, da odkrije neko psihološko ozadje, kaj je tisto v ozadju, kar je nekoga pripeljalo do takega bolezenskega stanja. In klient bi tlele sam pove, se pravi, mojstri modrosti delujejo na klienta, klient pa sam s svojim glasom pove razlog. Se pravi, takrat, ko je v teta stanju? Ja, on mi sam pove, recimo ena ženska je imela stalno neke probleme na jajčnikih, pa bi rada imela otroke, pa niso ratali, pa je na enemu jajčniku, pa na drugemu, pa na prsih, recimo kako te ženske organe, drugo pa ni imela težav. In nihče ni vedel, zakaj. Ko so en jajčnik odstranili, je imela samo še enega, lahko bi še vedno zanosila. Imela je že 35 let, zato se je bala, da bo plodno obdobje hitro mimo. In potem me obišče. In ko grem z njo v regresijo, v prejšnja življenja, dejansko mi ona, zakaj misliš, recimo jaz ti postavljam vprašanje in on niti ne ve, ker dejansko kuda spi. Zakaj misliš, da kaj je tisto moteče, kar je na tvojem predelu? Se pravi, še prej smo pa šle in je bilo že prejšnje življenje razlog za to težavo. Lahko bi iskale pa tudi več življenj nazaj. Se pravi, s hipnozo oziroma regresoterapijo lahko greš tudi v regresija je preteklo življenje in gremo tja iskati vzrok. V tistem prejšnjem življenju je bila ona prodana kot spolna sužnja. Ona je bila v bistvu ne po svoji želji prostitutka, njo so lastni starši prodajali. In v tem življenju se je njeno telo tako branilo, da bi imelo otroka, ker je imela zelo bolečo mladost, dejansko je bila spolna sužnja, kar je ekstremno hudo. In ni bilo naključje, da in jo vprašam v hipnozi, kje misliš, da je vzrok tvojemu energijskemu zastoju na rodilih, jajčnikih, maternici? To so krivi moji starši. Kaj so ti naredili tvoji starši? Prodali so me za spolno sužnjo. Kaj so počeli s tabo? In pol mi razlaga naprej in naprej. In ko jo zbudim z te hipnoze, ne ve nič več. In potem mi dam posnetek v roke. Reka, ni mogla verjeti, pa se zjoče. A to so meni naredili? Ne bomo nikogar krivili. Se pravi, jaz ko ljudje, vsem ljudem bi rada res to povedala, da ko niste imeli, tako kot jaz, pa ne vem, voditeljica, pa vsi drugi, veliko ljudi nas je, ki nismo imeli perfektnega otroštva, da bi lahko rekli, ok, super, je bilo pa vse ok. Ko kažemo s prstom na naše starše, pa bi jim radi očitali, da niso bili najboljši, zmerom pomislimo na to,
ker se vloge pogosto menjajo. Se pravi, otrok, starš, starš, otrok. V tem življenju si ti otrok nekim staršem, v naslednjem življenju se bo zgodba obrnila, ne? Ko se na novo inkarniramo, rodimo. Zelo, zelo, zelo veliko primerov manj takih, ko se bratje, sestre, starši med sabo kar ostanejo vedno eni isti ljudje. Ne? Samo v drugem kraju se rodijo. Ne? To tudi vidite pa. Ja. Če je pomembno, jaz grem gledati samo to, kar je pomembno za zdravje klienta. Jaz ne grem se zabavati. Se pravi, če bi kdo rad prišel na regresijo, ker bi mu bilo zabavno videti, pa mi pravijo, ja, veš, da nije mi že spravil neko tole pretekla življenja in me zdaj bi zanima, da mi boš ti povedala več, pa bi rada videla, kako sem bila jaz tam v Egiptu, pa piramide, pa neka princeska in to in drugo. Pravim, ne bova šle midve v Egiptu, v to je življenje, ki je potekalo v Egiptu, pa ko si bila ti princesa, ampak bova šle tam, kamor bo pomembno za tvoje zdravje, ker bo najdle razlog za tvoje težave, ki jih imaš zdaj tukaj. Se pravi, jaz dejansko rešujem probleme, zdravstvene, čustvene blokade, take drugačne, ne pa, da bi bila to zabava. In je tu kakšna starostna meja? Ja, absolutno. Jaz te stvari, hipnoza, regresoterapija niso za otroke. Tako da, če bi kdo imel bolanga otroka, potem delam na staršu, da ima dovolj moči, ne pa na otroku. Jaz tlele vzamem polnoletne osebe, tako da najmlajši je imel nekje 16 let, ampak je bil izjema. Najraje vidim, da je gestacijsko zrela oseba. Kaj to pomeni gestacijsko zrela oseba? Ja, mi smo lahko polnoletni, tako, ko nam reče 18 let, ok, si polnoletna, greš lahko po 10 zvečer pokajati v disko ali ne vem kam, ali pa imaš izpit za avto, lahko delaš. Se pravi, eno je ta naša starost, druga pa je ta gestacijska. Se pravi, če nekdo živi pri starših, v smislu mama hotel, pa ne zgleda glih odrasel človek, ker odrasel človek zmore zaslužiti svoj denar in živeti brez mame, brez staršev, ne? No in tudi taki imajo po veliki večini razne probleme in potem tudi zdravstvene težave. Prav taki, ki so, bom rekla, ki nikoli ne prerežejo popkovine. Ja, točno tako, ko ste že dobro tole povedali. V glavnem, imam tudi take, dosti tega in prav srce se mi trga, kako se lahko, če je že mama egoistična, prostite izrazu, da si priklepa svojega sina nase, da mu napusti svojega življenja, da mu na en sugestiven način, se pravi, da ga iz dneva v dan hipnotizira, ti si dolžen skrbeti zame, ker sem tudi jaz zate. To so konstantne neke sugestije. Se pravi, jaz pa pol, da rešen to, človek je toliko zakompleksan, jaz verjamem, da nisem več nič vreden, jaz brez mame ne bi mogel preživeti. Jaz mu moram to, ko mu mama že ga hipnotizira, ga že pelje v neko sugestivno stanje, mu moram jaz to drugo povedati. Ti si sposoben samostojnega življenja, ti si popolnoma čudovita in normalna oseba. Pa imate izkušnje s tem? Ste že imeli kakšen tak primer, da se potem... Ja. Pri 40 čez 45 živi pri mami, no in sva dejansko, jaz sicer rada vidim, da je človek odgovoren, da ima svojo službo, da je samostojna oseba, da pride k meni. Če pa je kakšna izjema, tudi tak mu lahko pomagam, ampak tlele moram že res narediti izjemo, ne vzamem kar vsega. Tako da pol tale je še zmerom, ta klient ni mogel in ni mogel, ni hotel, mama njegova je bila tudi ljubosumna na vsako dekelco, ki je pripela v hiši, na vsako punco. In mu je vsaka všla? Ja, če je bila pametna, je všla, kar je tudi vsaka bila. In na koncu je ostal sam. Ampak dejstvo je, da mu je mama želela dobro, zato mu je najdla napake na vsaki njegovi partnerki. Ja. Lej, veš, s to ne boš zadovoljen, že vidim in tako naprej. Se pravi, kako smo mi lahko ljudje pod negativno sugestijo, koliko dela imam pol jaz, da takega človeka, da mu vrnem samozavest, da mu reče normalen moški si, popolnoma v redu bo s tvojo mamo, tudi če boš ti živel v 2-3 bloke naprej, stanovanja blizu, in če te bo slučajno toliko zlorabila, te bo pač poklicala in boš prinesel scepu drva ali karkoli pripravo.
zdravo. Se pravi, še zmerom boš lahko živel. No in ne zmore. Človek, čeprav razumsko ve, kako bi mogel živeti, tega ne zmore. To je zdaj začaran krog. Ne? In ko gremo v ta globok hipnotični trans, teta stanje, tam noter najdemo to, prerežemo popkovino, tako kot temu rečemo, da se človek osamosvoji. A ja, mimo grede, ta fant me sploh, moški, že odrasel, me sploh ni prišel do mene, zaradi tega, ker bi imel on probleme, da ne najde nobene punce, ali pa ker bi imel kakšne probleme z mamo. Ves cajt 3 ure, sva pila čaj, tako kot midve zdaj, zato to simbolično predstavljamo, da je to ena taka debata. Tako? A je dober? Ja, ne? Zelo. Je. Zelo okusen. Brez sladkorja. Jaz ga imam tako ga imam rada, brez sladkorja, da sladkor bi mu pokvaril okus. V glavnem, v času Atlantide so tudi dosti bakra uporabljali, zato sem si jaz to tole nabavila. Sem tukaj še živim tam, čeprav treba živeti to življenje tukaj in zdaj. Ampak spet se vračajo neke stvari, ki so bile včasih kristali, se vračajo svila, recimo volna, čisti materijali, tudi bakr. Tudi te naravni čaji, ki niso v prah zmleti, se vračajo. Čist rožice, vrtnice, posušene, provice, kaj je noter. Se pravi, en kvalitetni čaj iz Indije. A to so prav čaji iz Indije? Ja, prav iz Indije. So po Ayurvedi, Vata, Pitta, Kapha, recimo za 3 tipe so sestavili čaje, tako da pa sem jaz to nabavila velike količine. In nekaj jih še imam na zalogi, če bi koga zanimalo. Naj mi pač piše na Facebooku. Ja, na Facebooku zelo malo berem. Na alexandra.vizionar@gmail.com. V glavnem, človek je zbolel na hrbtenici, točno na tem delu srčnem. V hrbtenici je imel težave. In on je prišel do mene, da bi rešil to zdravstveno stanje. Šla sva gledati, kje je razlog. Bistvo je razlog. Mi moramo vedeti, zakaj. Ker veš, zakaj je lahko res tisti vzrok. Šla sva gledati, zakaj, in se mu je že v prejšnjem življenju zgodilo, ali eno izmed prejšnjih življenj, mislim, zgodilo, da je takrat je bila ta mama njegov otrok, mislim, da je bila hčerka, on je bil oče. Tega otroka pustil nekje v gozdu, na kar se je otrok hudo poškodoval in umrl, padel v en prepad in umrl. In ta človek se ni mogel v sebi oprostiti, da je pač slučajno se par metrov stran obrnil otrok, veste, kako so živi, igrivi, skačejo, tečejo, on je imel neko svoje delo, šel par metrov stran, otrok padel v en prepad in umrl. In ta človek, to je bila potem mama v tem življenju in on se je nekako duše se sporazumevajo med sabo, čeprav ne razumejo, ampak neka duša ima en dušni spomin, pravimo, in on se je takrat zaobljubil, jaz bom za tega otroka, če bi se še enkrat mi vrnil, skrbel za njega takole, v vato bi ga dal, ja, v vato bi ga dal, vse bi naredil. On se je takrat obljubil komorkoli, sebi, Bogu, kakorkoli, in to interpretiramo. In seveda se spet, tako kot se mi vsi rojevamo, ponovadi kar isti starši, iste, sem pa kje koga novega dobiš, ali pa kdo je tvoj daljni sorodnik, ali pa prijatelj, tako bližnji, dober prijatelj, od bivših z prejšnjih življenj sorodnikov. No in tako je on potem dobil to mamo in je skrbel za njo prav dobesedno, kot da bi bil to otrok. Preveč toliko zelo, da je bil žrtev. On je bil žrtev skrbi za mame. Ne bi bilo treba toliko, ne bi bilo treba pustiti svojega življenja. Tako da tle smo najdli en tak res čudovit vzrok in pol me kliče čez 3 mesece, da se je poročil. Čez 3 mesece? Ja, po terapiji. Tako hitro to deluje. Torej, čeprav razumem, so naše težave lahko zelo, zelo prikrite. In namen hipnoze oziroma regresije je to, da v bistvu se poišče in sanira vzrok in dejansko odpravi
Korenski vzrok, korenski vzrok, ja. Dobesedno se spuli, rečemo temu, problem. Ljudje smo tako omejujočega načina razmišljanja. Vidimo življenje tukaj in zdaj, vidimo, da so naši problemi, smo radostni, veseli. Včasih smo grozno razočarani, ko se nam kaj zgodi. Ampak pol zamudimo, ne vem, zamudimo kako priložnost, pa pol pride še boljša. Recimo, lahko pa tudi, da ne. Ljudje, bi se reklo, imamo en način razmišljanja in doživljamo ta svet kot resničen. Dejansko pa živimo na večjih vzporednih časovnicah. Zdaj, to ni toliko abstrakten pojem, če pomislimo, če nam je bilo slučajno v šoli kdaj zelo dolg čas pri kakem predmetu, meni je bilo to, sigurno je bila to matematika ali pa fizika, totalno nisem matematičen tip, no ja, ali pa tako, pri fiziki pač nekako je šlo, ampak pobegnemo. Recimo, jaz sem pisala pesmi, recimo sem dobivala kar neke druge. Jaz sem že takrat bežala v neke druge svetove. To je to ni nič abstraktnega. Se pravi, lahko pa gledaš učiteljico na tablo, recimo, da ti je ful dolgcajt in se ti v glavi prikaže en lušten fant, zdaj govoriva kot dve ženske, a ne? Ko je lušten, jutri, da si že četrtek, jutri bo petko, sigurno ga bom videla, upam, da bo. Se pravi, dejansko to ni neka abstrakcija, ko govorim o večjih dimenzijah obstoja. Se pravi, tridimenzionalni obstoj je to, da mi dve sedeva tle in zdaj le peševa čaj. Četrtodimenzionalni obstoj je to, da je danes petk in da smo ful vesele, v mislih smo že nekje drugje. Pol imamo še petodimenzionalni obstoj, šesto, sedmi in imamo tudi dušni obstoj. Se pravi, dušni obstoj je pa to od začetka nastanka naše duše do tukaj in zdaj, koliko življenj je naša duša prešla, koliko znanja, modrosti skriva v sebi, ki se nam ne zdi možno dostopno in tudi koliko ovir skriva naša duša kot način razmišljanja, programe, prepričanja, vzorci, ki se nam tudi zdijo tako domači, kakor imeti kavbojke, recimo, ki ne vemo, da bi bila lahko kakšna druga obleka boljša, ali pa jesti tako hrano, ki si ne znamo predstavljati, da bi bilo lahko kaj boljše. Se pravi, pomembno pri vsem tem je, da iščemo v regresoterapiji, ni pa nujno, da sprejmem čisto vsakega, zato pa imam preden, kdo pride, en tak seznam, vprašalnik, da dobi, tako da. Se pravi pa, da je kvantna hipnoza in regresoterapija popolnoma varna in učinkovita tehnika in danes boste tole tehniko malce predstavili. Predstavila bom, ja. Se pravi, gre se za to, da boste, preden boste šli v regresijo, če bo potreba zdraviti vzrok vaših težav, da boste to vajo že malo imeli v glavi, da boste jo pa lahko tudi, če ne boste do mene prišli, boste lahko to vajo izvajali za zaščito sebe, svoje hiše, poslovnega prostora, avtomobila, skratka tudi, če nameravate kam dlje odpotovati, letalo, da se zmanjšajo turbulence in podobno. Se pravi, spet se udobno namestimo, poravnamo hrbtenico, zdaj včasih smo dost sedimo, se malo raztegnemo, da nismo čist leseni, ramena, roki usmerimo navzgor in zdajle si bomo z vsakim vdihom predstavljali, kako se pravi piramida, tako pa zadaj, taka večja piramida, tako da je nad našo glavo, tako nekako do take višine in se zaključi pod tlemi, se pravi pod našimi stopali pravzaprav. Se zaključi tako, da sem cela v tej energijski svetlobni piramidi. To si predstavljam, to je uvod v regresoterapijo, da se v tej energijski beli svetlobi zaščitne
piramide, katere vizualiziramo, lahko počutimo popolnoma varne in zaščitene. In recimo dvignem roki navzgor, z vsakim vdihom in izdihom polnim območje v obliki piramide, ki obdaja celotno moje telo. Polnim območje okrog mene, svetlobno piramido bele zaščitne energije. Ustvarjam. Ko boste nekajkrat to naredili in če bo vizualizacija zelo dobra, boste začutili čisto mravljinčenje dlani, kar se je meni že zdaj zgodilo. Res obenem prosim mojstre modrosti, da sodelujejo pri ustvarjanju, pri vizualiziranju bele svetlobne piramide, v kateri sem popolnoma varna, lahko se gibljem kamorkoli in ta energija čiste božanske bele svetlobe v obliki piramide me čuva, ščiti, varuje, predvsem karkoli ne bi bilo dobro zame. Občutim mir, občutim radost, občutim, da sem popolnoma varen in v tej svoji varnosti, trdnosti popolnoma zaupam mojstrom modrosti. Hvala, hvala, hvala. Aleksandra, hvala lepa za tole izkušnjo. Ja, hitro je minala ta najina oddaja, prekratko je, da bi vse povedali, zato se zagotovo zopet kmalu vidiva. Hvala lepa za gostovanje in za vse izčrpne informacije in pa seveda nasvete našim gledalkam in gledalcem. Seveda pa, dragi moji, tudi vam se zahvaljujem, da ste bili z nami. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.